Je v zadnjem času bilo zelo veliko vloženega v Blejski grad in pa v okolico in tudi dela so se na tem področju ustavila, seveda vse zaradi povzročitve koronavirusa. Ja, 16. marca smo se znašli v eni popolnoma nepričakovani katastrofalni situaciji, da tako roko rečem. Mi smo morali zapreti za obisk grad, ravno tako tudi kongresni center, prireditveni center, festivalno dvorano in praktično smo ostali brez prihodkov, ker naš zavod živi v bistvu večinoma od tržne dejavnosti. Zdaj, zadeva je toliko bolj žalostna zaradi tega, ker smo ravno za leto 2021 in 2022 imeli načrtovane tudi pomembne investicije v drugi del parkirišča, v prenovo Mrakove domačije in v izgradnjo dvogala. In predvsem za te zadeve mi je najbolj žal, da jih bomo morali zdaj nekako prestaviti za kakšno leto zamakniti naprej, dokler se celoten promet, celoten obisk na Blejskem gradu spet ne regenerira. Verjetno se dolgo časa ne bo regeneriral v prejšnje številke, saj vemo, da smo leto 2019 kot zadnje normalno leto imeli 582.000 obiskovalcev. Toliko jih dolgo časa ne bo več, ampak govorim predvsem o tem, da se, da tako rečem, za obiskom zasluži vsaj toliko, da se vzdržuje objekte, da se pa tudi investira v prenove. Poleg tega dejstva investicijskega sta pa tukaj še dve zadevi, in sicer ker nismo imeli prihodkov, tudi tega niti finančno, niti organizacijsko nismo sposobni izpeljati v tem trenutku, seveda so pa prisotni so tudi ukrepi, ki preprečujejo združevanje večjega števila ljudi, zaradi tega smo morali odpovedati tudi vse prireditve. Smo zaenkrat odpovedali vse prireditve tam nekje do meseca avgusta. Odpadle bojo, letos bi morala biti 30. Okarina in je ne bo, potem 25. festival Bled, ki ga ravno tako ne bo, potem 6. Blejski zlati mikrofon za mlade pevce, ravno tako in tudi srednjeveški dnevi na Blejskem gradu. To so vse prireditve, ki so v preteklih letih približno 20 do 25 tisoč slovenskih obiskovalcev in seveda tudi tujih pripeljale na Bled, da so obiskovalci, to vsega tega letos ni. Morda bi našel pa v vsej tej drami še eno pozitivno stvar, in ta pozitivna stvar je pa predvsem ta, da bomo zdaj mi v tej situaciji, ko smo tukaj in čakamo, kaj in kako naprej, vložili veliko napora v razmišljanje o novostih, v razmišljanje o novih konceptih, v razmišljanje o drugačnih vsebinah, ker smo prišli nekako do tega, da v teh 11 letih, kolikor zdaj od leta 2007 dalje upravljamo Blejski grad, da se je marsikatera stvar tudi izpela, da je marsikatera stvar, da jo je potrebno spremeniti, in ravno to zdaj je naša temeljna preokupacija v teh dneh, ko v bistvu čakamo, kdaj se bodo ukrepi sprostili in bomo grad spet lahko odprli. Mi vemo, da bo regeneracija daljša in predvsem celo letošnje leto in začetek naslednjega leta bomo posvetili temu, da bi že za leto 2021 prišli ven z drugačnimi programi, kot so bili doslej, in da bi obiskovalcem ponudili tudi kaj novega. O tem govorim ne samo za grad, govorim za celoten kompleks grajski in govorim tudi za vse prireditve, katere soorganiziramo ali organiziramo na Zavodu za kulturo Bled. Hvala za pogovor. Hvala lepa.